Trdim, da ne obstaja tema, v kateri se ne smeš ali ne moreš delati norca. Težko poznam človeka, ki bi bil, in zlasti v humorju, tako dosleden, da prije res do konca, da ve, da ni več onkraj nič. Ni samo več prijem gor, pa malo v gatah govorim štose. Zdaj, to vas imamo, da znate pripeljati v našo družbo in tak pravi humor. Jaz sem dal ljudem v Stožicah ful manj, kot so Stožice meni dale. Smeh je zelo, zelo resna stvar. Zaenkrat mi greš dobro, čakaj malo. Ti nisi bil nikoli toliko takten, da še v času, ko je imel to kakšen pomemben učinek, da bi držal jezik z zubmi. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Moj današnji gost je Lado Bizovičar. Lado Bizovičar je verjetno najbolj kompleten, tudi kompleksen, najbolj vsestranski uprizoritveni ustvarjalec pri nas. Poje, pleše, pripoveduje, razlaga, ljudi zabava in jih spravlja v smeh. V bistvu je entertainer. Lado je tudi ustvarjalec vseh svojih nastopov, predstav in likov. Zame je inovator in poznam ga kot velikega garača. Začel je kot novinar, delal je intervjuje, vodil pogovore, oddaje, zdaj pa ima za seboj že tako sijajno kariero, da se ne ustraši ničesar več. Za svojo zadnjo predstavo Slovenska muska si je izbral v Sloveniji največji oder, Stožice, in z njo napolnil dvorano s 13.000 gledalci. Jaz sem bil tam, on pa je danes tukaj. Lado, dobrodošel. Hvala lepa, živijo. Ko sem prišel v Stožice, v dvorano, in je bila že nabito polna, sem osupil, pogledal ta sijajen pogled in sem se spraševal, kako boš videl ti to množico, ko boš enkrat stal na tako velikem odru, kot na tako velikem še nisi stal prej. Kakšna doživetja si imel? Mislim, nažalost v tej zgodbi ni nič dramatičnega. To ni nič drugače, kot imeti nagovor na državni proslavi ali pa imeti nagovor, novoletni nagovor na kakšnem kongresnem trgu ali pa kaj takega. To ni bila največja množica, pred katero sem stal. Je pa bilo zadaj tisto drugo vznemirjenje, ne vznemirjenje povezano z odrom, ampak s tem, da sem vedel, kaj vse se dogaja zadaj, glede na to, da je bil ta podjem Stožice v celoti plod dela mojih kolegov, moje ekipe, zato sem bil močno vpet in sem vedel, kaj vse. Lahko bi šlo narobe 411 stvari. In jaz sem se bolj ukvarjal s tem, a gre vse prav na krajih in v kuloarjih, do katerih jaz nisem imel več dostopa, ker sem stal pred odrom in čakal, da me spustijo nanj. Tako da nisem imel nekega hujšega navdušenja ob 13.000 glavi množici. Jaz sem imel malček drugačen vtis. Bil sem spodaj v prvi vrsti in ko si prišel gor na oder, se mi je zdelo, da te je ta pogled prevzel. In za trenutek celo malček hipnotiziral. V vsakem primeru, nikoli, ko skrb stoji več kot 10 ljudi, ki se odzovejo na tvoj prihod, ne moreš biti toliko imun. Mogoče s časoma, če si Mick Jagger. Ampak jaz pa še on dvomim. Torej, ziher pride tista 13.000 glava energija 13.000 baterij pride do tebe, ampak ne traja predolgo. Imaš kakšno misel takrat v glavi ali je že vse povezano z nastopom? Fertik je. To je tako, kot bi šel. Predstavljaj si, da greš na bungee jumping in ti v momentu, ko se odrineš, rečejo, ojoj, pozabili smo te privezati. Takrat ti je vseeno, ker takrat si že skočil in samo uživaš tistih nekaj sekund, preden se raztreščeš ob skale ali karkoli že tam spodaj. No, ampak si šel s tem jumpingom dol, sem te videl, gledal ljudi. Si jih videl v obraze, gledaš v obraze ljudi ali te to zmede in vidiš samo množico? Zelo dobro vprašanje. Ko je človek pod stresom na odru, to se prepričan sem dogaja v vseh industrijah, seveda se zgodi ta blur, se zgodi ta nič ne vidim, samo sebe, ko mi slišim, pa utrip srca. Moram priznati, da sem zelo vesel, da sem bil v Stožicah zelo
present, zelo prisoten. Videl sem ljudi, sploh z moje krasne pozicije prvič na sredini te dvorane. Jaz sem videl v rdečem ringu, to je čistem pod streho, sem videl ljudi obraz. Ne bi jih prepoznal, če zdaj pridejo noter, pa vendar videl sem vas vse, od tebe v prvi vrsti do zadnjega tamle zadaj. In bil sem dovolj prisoten, da sem lahko opazil ljudi. In se strinjava, da če vidiš ljudi v obraz in si jih sposoben gledati in se zabavati, da to pomeni 100% koncentracijo. Mislim, to je poseben tip koncentracije. In ja, takrat se lahko z ljudmi vzpostavi rečeva temu ni zares dialog, ampak takrat se vzpostavi ena povezava, zaradi katere potem določen govor, monolog, predstava, karkoli že dela. Ker jaz sem imel občutek, da sem to opazil. Prišel si gor, malček te hipnotiziral, ta prizor, ampak si pogledal v oči nekomu tam od zadaj in naenkrat si zaživel fenomenalno predstavo. Me veseli, da si, dragi gledalec, to tako doživljal, ker to najbrž sploh ne more obstajati večja pohvala za nekoga. No, ampak zdaj, če bi imel en tak govor na pogrebu in bilo 13,000 ljudi, se mi zdi, da obvladaš publiko, ne? Tam je resen, počasen govor, skoraj ne moreš narediti napake. Ampak ti si prišel zabavati 13,000 ljudi, ki so pričakovali največ od tebe in te poznajo kot človeka presežkov v humorju. Kaj se dogaja v glavi? Ti ljudje, kot prvo, da ne bo pomote, 22krat na dan sem zadnji mesec opravljal potrebo. To je bil prešer, ampak ne prešer pred 13,000 ljudmi, še enkrat, ampak bolj pritisk pred tako zelo velikanskim in odgovornim in, bi rekel, napakam na voljo projektu. In, torej, to te je celo pomirilo, da je bilo toliko napak možnih, da na koncu koncev, samo če se bo vse zložilo, bo perfektno. In točno tako je bilo. Ja, no, me veseli. Mislim, Jure Košir mi je takoj po naš olimpionik, je takoj po predstavi rekel, da v športu obstaja izraz o razliki med biti ready, biti pripravljen in biti prepared, biti pripravljen. In je ugotavljal, da mi s kompletno ogromno, fantastično ekipo smo bili pripravljeni. We were prepared. In to je mogoče me držalo po koncu. Kar se pa pogreba tiče. A je bilo to vabilo? A moram kje podpisati, da bom govoril na pogrebu, kjer bo 13,000 udeležencev? Ampak samo jaz, ker sem imel tudi to priložnost, dolžnost, sicer žalostno, ampak je zelo pomembno. Se mi je zdelo, da je pač mogoče tam čustvovati govor veliko bolj, kot pa ga je mogoče čustvovati kakšenkrat v kakšnih drugih okoliščinah. Ja, zagotovo, ziher. Ampak meni se ne zdi to, meni se zdi oboje, ne glede na to, ali ti poskušaš ljudi nasmejati ali pa vzdrževati en svečan, mogoče celo, bi rekel, prežalovanje poln moment. To je podobna odgovornost. Jaz mislim, da je spravljati ljudi v smeh teže. Da je zelo težko. In tisto, kar sem opazil pri tebi, kar zdaj se poznava pa res že dolgo časa, je, da to jemlješ skrajno profesionalno in praviš, smeh ni komičen. Komedija je resen biznis, tako je. Daj povej malo več o tem. Ker se mi zdi, da imamo do tega en tak smešen odnos, gre pa za zelo... Daj povej par vicov, daj pripaš par vicov pogno, kaj ti pa je problem, Neki reč, neki to, kaj ti, to, kaj vi serite. O tem smo imeli, o tem imam že celo življenje, odkar me je začela komedija zanimati. Razlogi, zakaj, so seveda mogoče stvar bolj za kakšnega psihologa, ampak z mnogimi ljudmi, ki so duhoviti, sem se o tem pogovarjal in noben od njih ni v privatnem življenju zares smešen. Pa se tukaj lahko govorimo o fantastičnemu Juriju Zrnecu ali pa Juretu Karasu, Rifletu ali pa Kobalu. Smeh je zelo, zelo resna stvar, ko jo je treba seme, ki ga je treba res zalivati. Tudi igravci pa razni, bi rekel, dramski umetniki priznavajo ali pa pravijo, tragedija je simpel, bolečina je bolečina. Delati iz bolečine ali pa iz nekih profanih, brezveznih vsakdanjih stvari, najti nekaj neodkritega, nek ta magični preskok, da rata smešen, je pa lahko kar mogoče. No, ampak ta humor mora nastajati. Ja. Ti moraš imeti neko zgodbo, imaš nek štos. Kdo to pripravlja? To ne pripravljaš sam. V mojem primeru jaz
Jaz sem zelo dolgočasen človek, še posebej sebi. Ne si laskat preveč. Jaz, dobro, v redu. No, poznam tudi dolgočasnejše ljudi, da ne bo pomote, ampak jih ne bi zdaj izpostavljal. In zato veliko raj preživljam pa ustvarjam, ne glede na to, za kakšen tip ustvarjanja gre, z ljudmi, ki vedo, po možnosti vedo več od mene, pa so boljši od mene na svojem področju. Kar pomeni, da pri meni tudi proces teh šaljivih umotvorov je vedno upletenih več ljudi. Moj dolgoletni sodelavec je zdaj preomenjeni Jure Karas, Gašper Konec, skladatelj, ki je zraven povrhu vsega še duhovit. In mnogi drugi, ki so, in meni je ta del ustvarjanja najbolj zanimiv. No, skratka, on ti prinese štos, ti ga pogledaš, ga sprejmeš ali pa ne? Ne, običajno je to tako, da sedimo v takšni ali drugačni zasedbi in začnem jaz maltretirati ljudi, da nekaj bi bilo dobra ideja. In potem traja nekaj časa, da mi dokazujejo, da to absolutno, da z vsemi argumenti dokazujejo, da to je neumnost. In pogosto se zgodi, kadar moj argument ali pa vztrajnost ali pa sitnoba ali pa ta pitbull attitude prevlada, se izkaže, da pa mogoče pa se je nekaj skrivalo na tistem mestu in potem to ljudje, ki so mnogo bolj vešči sedenja, tega zicledra ali kako se že reče, ne, da to še potem dobro oblikujejo in spišejo, pol se pa začne ping-pong, a bi tle spremenili to, a bi to. Mislim, tukaj gre v tako analne podrobnosti, tako analne detajle, da včasih je en stavek lahko izgovorjen, 3 besedice se menjajo. Šel bom, šel sem ali pa šel bi, pa je to popolnoma drugačen. Kaj šele kakšni zajetnejši, večji komediografski kosi, 6-minuten musical, ampak še enkrat, moji sogovorniki so ponovadi veliko boljši kot jaz. Je mogoče na humoren, duhovit, zabaven način povedati štos, ki ti ni všeč, pa ti ga predstavijo kot sjajnega? Ja, se zgodi, ampak zadaj mora biti vedno, v mojem primeru, mora biti vedno dober argument. Mora biti sogovornik, ki mu poverim del svoje neodvisnosti, mu predam svojo avtohtonost in rečem, ok, bom probal ta beden vic in pogosto se izkaže, da to ni bil beden vic, ampak je bil zelo dobro domišljen punchline. Se pa tudi zgodi, da imam jaz prav. No. Koliko časa ti vzame neka stvar, da si zadovoljen z njo? Ja. Greš, ker si perfekcionist, ne? Morava povedati resnico. Kar je bolezen, da ne bo pomote. Si perfekcionist, vem, ker sem delal s tabo in to je boleče, ampak težko poznam človeka, ki bi bil, in zlasti v humorju, ne, tako dosleden, da prije res do konca, da ve, da ni več onkraj nič, ne, da to je res najboljše, kar je lahko. Ja. Problem je v tem, da na onkraj je še kaj, ampak jaz ne vidim kaj in potem sem slabe volje, ker morda pa smo še kaj spregledali in zamudili in potem mi moji sodelavci rečejo, a se lahko umiriš, a lahko prosim. Tek preden smo zaključili večletno pripravljalno obdobje za preomenjene Stožice, sem klical režiserja in se rekel, dobro, zdaj pa je čas za to psihoterapijo in je zelo dobro v besedu cel proces tega dela. Toliko ljudi dela na tem podvigu po najboljših močeh in z največjim žarom in entuziazmom, da tudi če si ti popoln in absoluten šit, bo to še zmeraj izjemen dogodek. In to me je, moram priznati, kar pomiril. Ne? In to je bilo tudi prvič, da sem v večji meri zaupal kolegom, sodelavcem, kakor sebi, ker moj feeling bi lahko pripeljal ekipo do tega, da bi še več pilili, še več gneteli, še več komplicirali in bi lahko dali, kot se reče, dreko focen, rečejo na Štajerskem, in to je dreko klofuta, kar pomeni, da bi samo v slabše bi lahko šlo. Mi smo dosegli pik, ki je bil res. Zdaj, ko pogledaš predstavo za nazaj, bi bil lahko v kakšnem trenutku boljši, se te zdelo, da te je mogoče malček vzelo energetsko ali kakorkoli. Noben ne ve toliko, noben ni videl toliko napak, kot sem jih videl jaz. Oziroma čutil. Nisem še pogledal izdelka, nisem še v stanju, da lahko to pogledam, ampak jaz točno vem, kje so bile napake in kje bi lahko bilo boljše. Ampak moram povedati, da vse so samo moje napake. Moji kolegi niso naredili nobene napake, ki bi kakorkoli vplivala na kakovost. Čestitke za to politično korektnost. Ampak povej mi, ti si se zabaval na odru ali ne, spet kot res ne jemlješ humor, si ga sicer znal sjajno izpovedati, ampak se nisi zabaval. Ali si se zabaval? Obstajajo projekti, ki sem jih dal, ki sem jih počel, naredil, pri katerih se nič ne spomnim. Ker je bilo tako, fokus je bil tako zelo v to, da bo to dobro, da
jaz kot človek, kot osebnost, kot ustvarjalec nisem imel nič od tistega, ker se ne spomnim, ker sem se ukvarjal s trivialnimi, zelo ozkimi, pomembnimi, takrat na videz pomembnimi stvarmi. Medtem ko tokrat zelo sem bil prisoten in sem zelo užival. Jaz sem se imel zelo fajn, vedel sem, da se imamo skupaj v tisti dvorani dobro. Ste se imeli gledalci dobro? Absolutno. In na koncu ti moram reči, da je dvorana res uživala, ker te je videla tebe, da uživaš in da skoraj nisi hotel nehati, si hotel upijati to. Pazi, 13,000 ljudi se ti je smejalo. To je res nor občutek. Ne? Mislim, fokus daješ na odmevo, veš, levo, desno. Ja, lepo je bilo. Ja. Valovito, res. Lepo je bilo, ampak ni znatno drugače. Ti si bil, za kar sem zelo hvaležen in počaščen, si bil gledalec mnogih mojih predstav. In ta fluid, ki se je vzpostavil z občinstvom, je podoben v City teatru, kjer je 300 ljudi. Prevelik poudarek daješ temu, da je na tej velikanskosti. Zagotovo je drugače, ampak ne nujno bolje. Pri smehu, ja. Se mi zdi, da je težko ujeti, veš, ta trenutek, milisekundo, ko se ti zasmeje dvorana, ker tukaj je valovalo, to smejanje je valovalo. Ne? Ja, je res. Mislim, če sem zelo, če gremo zelo v podrobnosti, ki morda so že malo onkraj zanimivega, 300 ljudi je lažji, pri 300 ljudeh lahko jaz govorim ful hiter, pa blablabla, pa neki zabluzim pa to, ampak še zmer jih dobiš takoj nazaj. Tukaj pa, za razliko od svojih običajnih, meni zmeri govorijo ali režiserji, začela mi je pred glavo Nataša Barbara Gračner, naša fantastična igralka, je rekla, Lado, če ti lahko da meni na svet, lahko prosim se malo miriš in nisi nervozen na odru in besniš. Jaz sem zatrvel, nisem nervozen, sem energičen. Ne? No, recimo pri več tisoč glavi, pri arenski publiki je treba biti malo bolj razločen, malo bolj počasen, ravno zaradi teh distanc pa tako naprej. Ampak to pa ne pomeni, da smeh ni to so gromki grohoti. Ti si šel en mesec v hotel, da si se pripravil na to predstavo in tako rekoč imel vse pod kontrolo. To je kar redkost. Moram priznati, da sem zelo srečen, bi rekel, artist ali kako se reče, zelo srečen, pod srečno zvezo rojen človek iz tega showbiznis sveta. Moji sodelavci jaz ne vem, s čim si te sodelavce zaslužim in tokrat se je producentka, glavna producentka odločila, da je to najbolje. Mogoče zato, ker je imela vpogled še bližje, zato, ker je to ta producentka moja Anela, pač mati mojih otrok. In ne vem, ali je to naredila zame ali zase, ampak zagotovo pa sem lahko bil s tem, da sem bil dislociran od vseh dnevnih zadev, ki ti pač meglijo pogled, da sem lahko bil fokusiran v eno samo stvar, ker so pač zelo preprosto tudi režiserji, mnogi so rekli, poslušaj, mi lahko naredimo popoln, mi lahko se zidamo vse, da je noro. Če boš ti beden, je vse bedno. In jaz sem lahko se fokusiral in tako naprej. Ti bom pa povedal, zakaj te imajo ljudje radi. Ne samo tisti, s katerimi ti delaš, ampak sicer, zato, ker si dobričina. Se vem, da nisi pričakoval tega komplimenta, to je brezplačno. Hvala lepa. Ampak tudi jaz, ki sem sodeloval s tabo, sem se vedno lahko na te zanesel. Če bo šlo še tako slabo, recimo, ko sem bil v vajnih oddajah z Zrncem, ali kjerkoli, v tvoji na žaru, kjerkoli, vedno sem vedel, da če bo meni šlo slabo, me boš ti ven iz tega povlekel, pa če tudi na svoj račun. In to, da sem ti zaupal v tem smislu, pazi, ti si na koncu koncev slaven človek v Sloveniji, ne? Ampak ti bi bil pripravljen za to, da mene rešiš, tvega tvojo slavo in zato te imamo radi. Hvala, zelo sem počaščen za te besede. Priznam, trudim se ne biti gnoj do ljudi, no? In trudim se držati besedo. Ampak moram reči, da tukaj mogoče ne veje ven toliko moja dobrosrčnost, ampak bolj, to ni nek altruizem, ampak je bolj... Sebičnost, hočeš reči? Ja, mogoče oportunizem, ker jaz sem tudi pogosto v teh situacijah in si vedno želim imeti sodelavca, ki me bo ven potegnil, ne? In jaz iskreno se trudim svojim sodelavcem, soborcem, mojim gostom, vsi ste na koncu sodelavci, ne? Se jim trudim biti na voljo, kolikor je le mogoče, ker vem, da ko bom jaz
ki bo meni zagustilo, da me bo nekdo od njih ven potegnil. Meni se to zdi samo zdravo, kako bi rekel, meni se to zdi zdravo, razumsko, roko mi je, ni to, da jaz si prav želim, da se imaš ti fajn. Jaz si želim, da se imaš ti fajn, zato da bo oddaja dobra. Če se boš ti, dragi gost v roastu, imel fajn, če se boš ti počutil suvereno, dobro, če se boš ti iskreno režal, ko bomo govorili včasih precej neslane šale o tebi, bo to moja dobra oddaja. Razumeš, kaj mislim? Ampak hočem pa, da se iskreno pa bi dal svojo dobrobit na stran, zato da boš ti fajn, ker še zmeraj je na koncu izkupiček moj. In točno tako je bilo, ko si me prišel povabiti, da bi bil tvoj gost na Žaru. Ja. To ni bila zame lahka odločitev. Si Absolutno se strinjal ne. tako od začetka. Absolutno ne. Tveganje, veš, kaj vse se je pisalo tik pred snemanjem oddaje, da je to moj konec, da bo impeachment, da bo vseh sort. Ne? Ja. Ampak jaz sem ti zaupal, sem rekel, Lado me bo peljal skozi ta pekel. To je bil najin prvi pogovor, v katerem si me prosil za zagotovilo, da ne me, uporabil si sočnejšo besedo, ne me zafrkant. In jaz sem rekel, moj namen ni te zaštihati v hrbet ali pa spredaj zadaj, nima veze. Moj namen je narediti izjemno televizijsko vsebino, ki jo počno tudi drugi predsedniki držav po svetu. Zdaj pa, razglabljanje, je to bila modra ali nespametna predsednikova odločitev, pa mislim, da je čas pokazal, da ne. Jaz sem bil potem zadovoljen in tudi v knjigi omenjam to najino izkušnjo z Žarom. Jaz sem se zabaval. Ja. Hkrati pa seveda vedel, šel čas, da hodimo po robu, ampak kot rečeno sem se zanesel na te. Mi je pa ostalo v spominu to, kako sva se pripravljala na oddajo. Ta tvoja profesionalnost, ki sem takrat spoznal, mi je še danes v navdih. Ker takrat sem spoznal, da neke stvari, ki izgledajo zelo samoumevne, enostavne, tudi ti, izgledajo zelo enostaven. Vsak bi rekel, tak je, srečo ima, ne? Ne. Tvoj nastop je izdelan, je premišljen, je dodelan, za njim je neko garanje. Moji mentori ali pa ljudje, po katerih se zgledujem, so eden za drugim mislim, če rečem piflarji, je to malo poenostavljen izraz, ampak vsi so delavci. Vsi se tudi pretvarjajo, da so lenuhi, pa ne vem koga, ampak kreativen človek mora lep del svojega ustvarjalnega cajta preživeti, kot jaz temu rečem, gnil pa v šlafroku. To meni na videz taki brezdelneži snujejo velikanske stvari in skozi delajo. Tukaj ni 9 to 5 delavnika. In res je, spet hvala, da si opazil, zadaj je, mislim, pri stvarih, ki jih jaz počnem, poskušam biti kar najboljš pripravljen. To ne pomeni samo nekih vaj pa tako naprej. To pomeni tudi ogromen razmišljanja ali pa pogovorov z ljudmi, ki so ustvarjajo tisto stvar. Zato, ker pol šele veš, kje se vse lahko stvari zalomijo. Pa ne glede na to, da govorimo tukaj v gledališču, pa v ukvarjanju s tem, kaj je zdaj ta lik hotel. Mogoče sem jaz preveč analen igralec in bozeriram tiste uboge režiserje ali pa celo avtorje, koga pa ti hotel povedati, da sem pet gor, pa se izogibi pohištvu, kot pravijo nekateri starejši igralci, pravijo, kaj je igra. Pač greš na oder, znaš tekst na pamet, pa izogibaš se pohištvu. No, ampak jaz sem taka, ki poskuša izluščati vse. Pejva malček na kratko skozi tvojo kariero. Ti si pri 13 letih potrkal na vrata enega od takratnih televizijskih voditeljev. Trefalta se... Mito Trefalt je bil... Mito Trefalt je za mlajšo publiko legendarni televizijski ustvarjalec, urednik razvedrilnega, športnega, kakšnega programa, deluje velikanske produkcije na štadionih in tako naprej in Košnikove gostilne. Skratka, bil je sinonim za razvedrilo. Mama me je enkrat pelala, še za roko sem jo držal, to pomeni, sem bil star manj kot 21, morda. V glavnem me je pelala prej 10 letih, sva šla po Kolodvorski, boh ve, kako se je takrat imenovala, Moše Pijade, pojmanjo. Mimo RTV-a je rekla, viš, lepa televizijo delajo, nisem bil čisto prepričan, kva govori, kaj je to Gorenje, ali kaj je to tovarna, ali kaj. Mi je razložila, da te ustvarjajo program, da spodaj so neki ogromni fundusi, to pomeni skladišča, kjer so velika nogometna igrišča. In meni je to kot otroka fasciniralo, še bolj podrobno sem gledal tisto televizijo in razne riflete in da njim dobim, jaz ne vem, kaj je bilo takrat. In enkrat sem se odločil, da grem pa jaz na RTV, sem se peljal z avtobusom, ne da bi povedal komorkoli iz Šiške do
RTV-ja, no, šel sem noter, takrat ni bilo terorizma, nič ni bilo, skratka, tam ni bilo vratarjev najbrž, ali pa, kaj pa se vse. Prišel sem do pisarne tega vele znanega Mita Trefalta, potrkal sem na vrata, kjer me je prestregla ena tajnica, kva pa je fantak. Ja, vem, da sem bil v osnovni šoli, konec osnovne šole, recimo 13, morda 14. Z vsakim letom bo ta zgodba me prezentirala mlajša. Vesel sem, da sva se zdaj dobila, drugo leto bi morda rekel 6 let. Okay. Skratka, potrkal sem na tista vrata pomembnega televizijca in gospe je rekel, kaj pa ti fantak, jaz bi pa rad televizijo se naučil delati. Ona me je že spremila ven, ko se je zaslišal krohot sitnobnega Mita Trefalta, kaj se dogaja, kaj bi ti rad, jaz bi pa televizijo rad delal. In je rekel, prav, ne vem, po kakšnih, kako si to lahko prvoš, ampak jaz sem kar naenkrat bil tam zlati prinašalec za režiserje, za voditelje, no, sem kavo in to več let. Kavo, neke mize, stole, rekviziter se temu reče. Imel sem ogromno dogodivščin tam, mama mi je pisala opravičila za osnovno, pa kasneje za srednjo šolo in tam sem jaz se naučil delati televizijo. In to je bilo, meni je bilo pač jasno, da jaz bom v tem žanru delal. Zdaj, po mojem imaš zelo veliko fenic in fenov po Sloveniji, recimo otrok ali pa mladostnikov, ki bi želeli biti, ko bodo veliki Lado Bizovičarji. Ne? Kaj misliš, da morajo, kjer zmesi morajo imeti, kako vedo, da jim to lahko uspe? Ja, odvisno, kaj bi radi. Ne? Jaz sam se pri svojih rosnih skoraj 60 ne morem definirati, kaj sem. In to ni najboljša, to ni nujno najbolje. Je pa zagotovo najbolj zanimivo. Ne morem reči, jaz sem Lado igralec, jaz sem Lado, kva sem jaz? Jaz ne vem, kaj točno sem, ampak mislim, da me to kar ohranja mladostnejšega, če že ne rečem mladega. Ne? In zdaj odvisno, kaj bi oni radi. Večina, ali pa mnogi mladi, ki pridejo do mene, kako ne jaz postanem slaven, pa prijem do keša. Žal tukaj nimam odgovora, tukaj ne znam. Sploh motiv biti slaven je sploh najslabši motiv za početi karkoli v show biznisu. Mene drivajo neke povsem druge stvari in v osnovi so povezane z ljudmi. Jaz nisem tako zelo socialno bitje, da bi bil ta social butterfly. Jaz nisem glih spreten, če me zdaj daš v prostor, pa bomo nazdravljali šampančki, pa malo minglali, pa hej, kva pa kaj, vreme se je pa kar naredil, dotle mi še nese, pa sem kar, bi rekel, sem bolj introvertiran kot zgleda. In zato je meni najlepši del show biznisa to, da jaz delam v vsakem momentu, karkoli že delam, lahko delam z najboljšimi, najbolj razgledanimi, mislim, jaz sem delal oddajo s predsednikom države. Če bi jaz samo bil dober v minglanju, bi se morda na kakšni oficialni funkciji srečala, izmenjala dve o vremenu, pa ne, in fertik. Tako pa sva midva sedela skupaj in delala in pogovarjala sva se o retoriki in merila, bi rekel, komične ptiče. Si dokazovala, ker to bi bilo smešen. Ne bi bilo smešen. To mi ne bi bilo omogočeno, če jaz ne bi bil tako zelo fokusiran na to, kakšen mora biti izdelek. Ne? In zato jaz počnem te stvari. Kaj bi rekel mladim? Je to podcast Navdiha. 3 stvari so pred 1 uro, preden sem prišel sem predaval študentom, torej malo že resnim ljudem, in smo izluščili tekom pogovora, da na prvem mestu je zagotovo moje vodilo je pogum. Jaz sem moral narediti svojo to, recimo, javno osebnost, ki je zato, ker mi daje mi možnost, da dvignem telefon in pokličem predsednika republike ali pa pokličem dosežkarja na ekonomskem področju ali pa pokličem glasbenika, ki ga Hoferja. Pokličem kogarča, tudi Hoferja. Lahko pokličem in vsaj si izborim tisto minuto, 2. Pogum. Nikoli nisem imel problem še v svoji novinarski karieri. Kaj je najslabše, kar se lahko zgodi? My best alternative je bil, da mi nekdo reče ne. Ne, drugi najboljši možen odgovor. Jaz sem imel intervjuje s svetovnimi zvezdniki, zato ker sem imel dovolj jajc, da sem šel na štop v Pariz ali pa skvotat v New York, da sem se izboril tisto 1 urco pogovora kot najbolj znan novinar iz Trans Slovenije, ali kva smo že bili, pa je kdo vedel, jaz pa 20 let star. Torej, pogum je prva stvar, druga stvar pa je zaupati ljudem, ki so pametnejši od tebe. To pomeni, mentor je zame keyword za vse. Jaz sem nadlegoval čisto vsakega človeka, ki me je tako ali drugače navdihoval in nobenemu nisem pustil, da mi je rekel ne. Delal sem in vodili so me skozi kariero najboljši v svojem poslu. Mislim, najboljši v svojem poslu.
pa katero področje, koli to že je. Malček sem držal pesti, ko si iskal besedo poleg poguma. Ja. Sem rekel, mogoče bo rekel ustrajnost in potem bo to točno naslov mojega poglavja. Kolebal sem, da dam najprej ustrajnost ali mentorje, ampak se mi zdijo mentorji, učitelji bolj pomembni v človekovem življenju kot ustrajnost, ker mentorji, noben, ki si zasluži sploh biti mentor, se na koncu izkaže, da ne more biti tak obvladač, če ni tudi ustrajen. In ustrajnost je bi rekel, nekak stranski produkt tega, je pa ful pomemben. Ustrajnost je, vsak dan lahko nehaš. Vsak dan prinese priložnost, da rečeš, jaz se tega več ne grem. Ne. Potem si imel na RTV-ju in na Popu in vse povsod oddaje, Ja. vodil si jih. Ja. Kakšne lepe in kakšne mogoče grenke izkušnje iz tega, ki so ti potem dale neko tako izkušnjo za naprej? Ja, mislim, se pravi, vsak dan je lahko. Mislim, vsak projekt prinese Eno zorenje. Ja. Pravzaprav vsaka stvar. Najslabše, kar lahko narediš, takoj, ko nehaš delati in začneš sedeti tam na enem svojem kupčku, začneš stagnirati. Ne. Se tudi igram z idejo, da je že čas, da pustim ljudi primer. Ampak sem dovolj sebičen, da jih ne. Zato, ker meni da velik projekt. Manjši projekt je lahko narediti. Mislim, to je lahko narediti in prijetne je, in kako je to fajn. Ampak zoriš pa lahko sam s velikim. Jaz sem dal ljudem v Stožicah ful manj, kot so Stožice meni dale. Jaz sem zaradi tega, ker sem moral biti fokusiran na to, da ne pustim na cedilu svojih 411 članov ekipe in potem še gledalcev, sem moral se držati nekega samo predpisanega strogega režima, ki mi je omogočil, da sem six-pack pri svojih 60 prvič v 100 letih. Mislim, s čim se hvalim. Ampak point je, sem v dobri fizični kondiciji. Priznaj, da si celo oddajo zdaj tuhto, kje boš pripeljal. Mislim, malo sem čakal. No. Vedel sem, da bo oddaja v enem momentu postala petelinji boj in sem hotel dati prvi udarc. Jasno. Ti je lažje, če si sam ali če imaš enega sovoditelja, Anjo ali pa... Lepo je imeti sidekicka, lepo je imeti soborca in seveda pa je treba tudi sprejeti vlogo v določenem odnosu. Ne. Jaz sem spet srečo, da kako je Anja Tomažin od mojih prvih, bi rekel, odmevnejši oddaji na RTV-ju tistega lepega popoldne je Anja Tomažin tako sprejela vlogo zrelega človeka, ki sem jaz besnel po sceni in delu neumnosti. Ona je meni omogočila, da sem jaz bil blesavi Lado. Ja, zahvaljujoč Ani. Če bi ona bila blesava, kot jaz bi to bila oddaja, ki ne bila za gledati, že tako je vprašanje, jaz sem bil jaz za gledati. Ampak kasneje, ko smo začela z Jurijem Zrnecem ustvarjati, sem moral sem moral jaz prevzeti, sem moral jaz biti malo bolj odgovoren, zato ker je Jure s svojimi milijon talenti rabil to svobodo, da počne ali pa si izmišljuje bedarije v danem momentu. Ne? In sem moral biti jaz malo bolj fokusiran, ampak na srečo je tudi on tako odgovoren, da mi je pustil. Vidva sta mi rekla Kraški Bosanc. Ja, med drugim. Ekipu nisem vedel, ne bi bil srečen. Danes sem srečen, čudovito. Ampak to mi povej, kje je ta meja? Se mi zdi, da ljudje, če gre za humor, pustimo bistveno več, kako bi rekel, ne sovražnosti, ampak grenkosti ali pa, ne? Razumeš, kaj hočem reči? Ja, vem. Če nekaj resno misliš in rečeš, je to lahko precej sovražno in žaljivo. Če pa rečeš na humoren način, se zdi pa duhovito. No? Kako vidiš ti tukaj te meje? Ja, mislim, zdaj to je zadnja leta. Ljudje dopuščajo, če se šališ več, z leta v leto manj. Humor je postal stvar, o kateri se debatira. In se debatira na teoretični, praktični, ne vem kakšni ravni, še filozofski in gotovo ne gre v pravo smer. Te stvari mnogo bolje pojasnijo ljudje, ki delajo res ta edgy humor, res humor, ki skozi hodi po nekem robu. Ne obstaja tema, o kateri se jaz trdim. Se ne bi smeli šaliti. In Žar je tukaj pripeljal stvar, mislim, globalno, ne? Je pripeljal stvar do nekega vrha. Ne? Res je, ampak obstajajo bolj edgy stvari, obstajajo bolj mejne stvari, kot je na Žaru. Na Žaru je mislim tudi ameriškega ali pa zahodno. Govorimo, ja. Žari znajo biti tudi zelo vulgarni. Ampak jaz govorim tle o moji najljubši komiki. Delajo šale o Hitlerju in pedofiliji
v eni misli. Delajo šale o transspolni sceni, delajo šale in skozi so na ivici da jih odsekajo. Kot pravijo, kdo je? Se pravi, se strinjaš, da je meja? Če praviš, da hodijo humor, na meji. Se pravi, je meja. Ja, sam sebi sem nastavil to past. Trdim, da ne obstaja tema, v kateri se ne smeš ali ne moreš delati norca. En od mojih omiljenih komikov ima fantastičen stand-up na temo raka. In najbolj je sprejet na onkoloških inštitutih širom po Ameriki. Ima fantastične joke na muslimansko skupnost in ima svoje nastope v prostorih pri džamijah za muslimane, ki ščijejo od smeha. Uporablja besede, kot so terorizem in islam v enem stavku, ampak je tako smart narejeno, da ja, mislim. Se pravi, moraš to znati narediti. Moraš to znati narediti. To, da ti na neki na smešen način poveš, ne vem, da je to smešen. Če se rečem, ti si pa kreten, to ni smešen. Čeprav sem se zraven zasmejal. Daj mi to lepo povedati, tako da se bom jaz nasmejal, ko mi rečeš, da sem kreten. Please. Mislim, mogoče morala iti malo dlje. Mogoče bi ti argumentiral, z veseljem ti argumentiral, tudi zakaj si bržkone tudi kreten, ampak mislim, da bi to... Dobar ti gre. Zaenkrat mi greš dobro, čakaj malo. Se lahko sam kamero ugasnemo, pa gremo naprej. V humorju se pogovarjava. Torej, jaz trdim, da ne obstaja nobena tema, ki bi morala biti off limits. O čemerkoli se lahko in se je pravzaprav treba šaliti. Mislim, vse humor ima tudi svojo socialno funkcijo. Vem, da to ni dobra vzporednica, ampak zdaj se spomnim prvega sklica parlamenta po volitvah, Bučarjeve skupščine. Ja? Takrat smo se največ smejali in smejali smo se sami sebi. Pa veš, koliko razlik, konfliktov in vsega bilo, ampak humor nas je reševal. Jaz danes ne znam povedati generacijam politikov, kako je takrat to bilo. Ampak to je bil iskren humor. Rekli smo neumnosti in se smejali sami sebi. Danes pa tega ni. Danes, ko pogledam parlament, je pretirano resen. V njem ni nobene žlahtnosti. Veš, nobenih štosov. V tem smislu, da bi na smešen način povedal nekaj resnega. Ne? Jaz mislim, zdaj seveda teoretizirava, ne, in malo tudi filozofirava. Meni se zdi, da smo se vsi začeli bati unga tipa, ki včasih še v vaškem, tipa ali gospe, ki včasih še v vaškem bifeju ni imel nobene veljave. Ker smo rekli, da je Marjan ne seri. Danes pa ima ta tip ali gospa iz vaškega buftelna kar naenkrat moč, da nagovarja direktno nas preko družbenih omrežij. In ker ni edini Marjan, včasih je bil ta Marjan omejen na svoje lokalno okolje, bil je tam gor torej v Božji materi in je, ko pa ta, mislil, da je, pa je pač srl in so ga živeli, da je ti od Marjan, ker si pijan, da je enega na moj račun. Danes pa je Marjan aktiven v soju monitorja ali pa tega in navaja argumente, ki sicer nimajo veze s koruzo, ampak on je argumentiral in slikce dodal in linke in aktiven je na vseh forumih in pol se pa znajdejo Marjani iz Štajerske, torej Božje matere, pa iz Primorske in se oni združijo v neki in kar naenkrat imamo mi, kdorkoli že to je, jaz, ti, politiki, javne osebnosti ali pa celo ubogi ljudje, ki so samo neki bleknili v lokalnem okolju, pa se je malo preveč razvedeli, imajo občutek, da teh je ful Marjanov, ki nas hejtajo, mogoče pa res kaj narobe s to šalo, s to pesmijo, s to izjavo, s tem ne vem koga. Včasih ti je najožji krog sodelavcev ali pa ljudje po cesti rekli, ti si pa kreten, ampak teh je bilo manj. Zdaj pa ti misliš, da je to telo teh ludih Marjanov ful veliko in smo jim dali pozornost in zdaj mi mislimo, ojoj, so pa spljuvali mojo zadnjo izjavo, moj zadnji joke, pa tako naprej. In zato smo postali vsi previdnejši in politično korektni in ne vem koga in boh ne dej, da se v parlamentu nekdo zareži kolegu, ki ni iz njegove stranke, ker to ga bojo ženili njegovi lastni, kako se lahko ti osvarare. Ampak to se druge vidi. Mislim, imeli smo en joke, da objavijo slikco pande na internetu, pa en reče, ko je lepo bela pa črna. A ja, ti bi pa raj, da je rdeča, ne, ti pa pokorba, in tako naprej. In v to gre nekam tako. No, ampak se to vas imamo, ne, da znate pripeljati v našo družbo in tak pravi humor, tak, ki se mu nasmejemo vsi, levi, desni, ne, stari, mladi. In tebi to uspeva, ne? Se strinjaš? Kar je danes vse težje, kot praviš. Vesel sem, da lahko
še vedno to počnem. Čeprav nisem edini. Jaz moram ti povedati, da komedija je samo ena od stvari, ki mene zanima, ampak me pa res drži. Ampak jaz mislim, da je slovenska komična scena v sponu, da so se začeli formirati. Veš, fantje so včasih vice pravili. Stand-up je ta trenutek, končno so ljudje, fulje nekih izvajalcev, ki dobre šale pišejo in so se celo začeli angažirati tudi na drugih področjih, ni samo več prijem gor, pa malo v gatah govorim štose. Ne? In zato jih tudi resne jemljemo in zato bojo lahko delali še boljše stvari in še bolj resno pristopali. Oprosti, prej sem Hoferja omenil. Ja. A si tudi vsemi temi izkušnjami prišel potem v to reklamo in si jo poskušal na nek način narediti drugačno, kot je večina reklam za trgovino? Moram priznati, da obstajajo, jaz po 900 letih svalkanja po televiziji in odrih in tako naprej, oglaševalci so skozi prihajali z idejami, da ne bo pomote, ampak moram priznati, da če sem nekaj ponosen, je to na to, da večina stvari, ki jih počnem, poskušam imeti vsaj pravo glasa. Nočem reči, da vse stvari probam sam imeti pod kontrolo, ampak mislim pa si to. No. In do zdaj so prihajale do takrat so prihajale samo ideje, veš kaj bi pa ti moral, pa se mi nič ni zdelo kaj zelo pretirano takega, da bi jaz želel to poskusiti. Sploh to oglase zahteva kar nekaj, malo moraš iti čez sebe. Ampak pol je pa prišel naročnik, ki je z zanimanjem prisluhnil mojemu, veš, kaj bi ti mogel, kot reče v teh krajih, veš, kaj bi pa vi morali. In so poslušali in rekel, redki so naročniki, ki ne zavzamejo pozicije, jaz sem najpametnejši in mi točno vemo, kva rabimo in točno vemo, kaj hočemo. In ti ljudje, to podjetje, to vodstvo, da sploh ne govorim potem o agenciji, pa produkciji, pa tako naprej, so poslušali to, kar sem imel jaz povedati in kar so imeli povedati moji sodelavci. In naš motiv ni bil narediti samo dobrega oglasa, ampak dober en tak pop-kulturni fenomen. Malo smo šli v to, malo smo šli v to s tem, da moramo iti fotrom vsaj toliko, pa materam vsaj toliko na jetra, k čuki. Ampak zakaj bi Lado Bizovičar sploh šel v reklamo, pa recimo zakaj misliš, da gre Schwarzenegger za motorno žago v reklamo? Zakaj slavni ljudje zelo radi gredo v reklamo? Dobar, morava res je to osnovna šola. Schwarzenegger dobi tak vagon denarja, da pač absolutno. Ne verjamem, da je to motiv. Mislim, a si ti videl ta oglas Schwarzeneggerov? A je duhovit, a je zabaven? Mislim, lahko da je šel tudi zato, ker se mu zdi toliko noro, da jaz, kalifornijski guverner. Ne bi pogledal jaz reklame za motorno žago, če ne bi bilo njega in zdi se mi, da je sjajno narejena. No, potem je, mogoče ima kakšnega frenda, ki ga je prepričal, stari, ti moraš imeti žago v roki, pa lahko je to naredil zato, ampak zagotovo je to zaradi denarja. 100%, to je tako brdo denarja. Ti si šel v Hofer zaradi denarja. Jaz sem šel iz dveh razlogov. Mislim, iz mnogih razlogov. Eden od razlogov, mislim, pri nas ni nikoli toliko denarja. Ja, to je res. Jaz sem dobro idejo za Hofer. Da si spremenim ime. Ampak to pa res za veliko denarja. Kaj so tvoji naslednji načrti? Kaj so moji naslednji načrti? Stožice si dal... Velik načrt. Ne. Jaz se zdaj namenoma držim se mi ne bo dolgo uspelo, v momentu, da zdaj pa bom nekaj časa delal majhne stvari, ki sem jih zanemaril lep cajt. Mislim, o velikih načrtih itak nikoli nočem govoriti, preden grejo res v akcijo, zato ker to so samo prazne obljube. Lado, a sem jaz tvoj prijatelj? Zakaj? Ker te nisem vprašal nič o Katarini Čas. Lahko me vprašaš, kar želiš. Odkot ta tvoja fascinacija, da se z mano hočeš pogovarjati o Katarini Čas? To je tvoj problem. Zato, ker mi je všeč. Vem. Ja. Mislim, ampak ti nisi bil nikoli toliko takten, da še v času, ko je imel to kakšen pomemben učinek, da bi držal jezik za zubmi. In takrat si bil v večji nevarnosti. Ne? Lado, sem strašno vesel, da si prišel. In odgovor na vprašanje, a sem tvoj prijatelj, je ne. Ravno zaradi tega vprašanja. Hvala, stari, ker si prišel. Z veseljem. Srečno. Se vidimo v naslednji epizodi podcasta.